Njegov glas, tako da to je klasika, tako da, ja. Ok, Miha, hvala, ker si prišel. Zdaj se mi zdi kar tako malo smišno, ker sva sodelavca, da te zdaj krat gosta te moram zdaj najavljati. Ampak ja, se mi zdi pomemben, da tudi tebe mogoče kmetje spoznajo kot del našega tima. Pa za začetek, kdo si, od kje prihajaš? Prihajaš tudi z kmetije, a ne? Na ta način sva se mogoče tudi midva ujela, si pa terapevt. Tako, kako sebe predstaviš, recimo, ko se predstavljaš nekim skupinam, zdaj velik skupinam tudi delaš? Zelo različen, če se rabim predstaviti v domačem okolju, ne prilagodim. Ja, odvisen do okolja. V glavnem, kaj je osnovna predstavitev. Kmečki sin, ja, to se mi zdi, da me je zaznamoval in da me zaznamuje še danes, tako ko gledam na svet, stvari, je to ena močnejših perspektiv. Odrasel sem na kmetiji, tudi to, da je bila ta kmetija pač polno zaposlena, v smislu oba starša sta zaposlena doma, to ni bilo samo nekaj za zraven, ampak je bil res naš stil življenja. To se pravi nekaj živinoreja. Ta mešana kmetija, ne stara, klasična kmetija, saj se mi zdi, ja, saj to se pravi, če pogledam 30 let nazaj, ne bilo to kar veliko teh, večinoma kmetij malo krompirja, malo živinoreja in tega, so se mogoče malo kasneje specializirale. Tako da tukaj smo tam sem gor rasel, tudi dosti velika družina, 8 otrok je bilo pri nas doma, tako da tudi z vidika odnosov se mi zdi, sem že zelo malo začel opazovati stvari, mogoče tudi, ker sem drugi po vrsti ali pa kot otrok bil dosti neke mediatorske vloge postavljen ali pa sem spremljal vse to, kar se je pri nas dogajalo, ker je bila odprta kmetija, kmetije so načeloma bile odprte, ne. To misliš v smislu drugih ljudi, ki pa ja, kmetijo? V smislu odnosov, v smislu kontaktov, ne. Na nek način še danes vidim vsa kmetija neko tako stične točke vasi, ali pa podeželja. Tam se ljudje srečajo, ne? Ja, tam se počutijo domače, na noben drug dvorišče načeloma danes itak ne, pa tudi včasih, niso tako ljudje, ker z neko pravico stopila. Na kmetijo, kar vsak stopa, reče, ja, iščem jajca, iščem krompir, ne vem, enega tukaj poznam, tukaj smo enkrat delali, pa nas je bilo, na primer, takrat sem bil jaz smehen tudi veliko nekih teh stricov, to se pravi, to so bili ljudje, ki so že delali kot hlapci na naši kmetiji, to se pravi, že, zdaj govorimo, ne vem, takrat sem bil jaz smehen, so bili stari 60-80 let, ampak vsi ti ljudje, ki so živeli na kmetijah, delali na kmetijah kot hlapci in so šli pol kasneje, so si postavili hiše in to, so te kmetije doživljali kot svoj dom, in so prišli na dvorišče, niso trkali, niso spraševali, prišli, ne vem, v kuhne, v jedilnice, v sobe niso hodili, tudi na nek način so se na dvoriščih obnašali zelo suvereno, rabim to, rabim tisto, mene pošiljala pa po orodje, pa po tisto, pokličati, kar rabimo dile, ne vem, tako da to z vidika odnose je to res ena taka kompleksna stvar. Pa tudi, kar se tiče novih družin, na kmetijah se teže, zdaj, že malo sem kar zaplaval to teorijo, nisem zdaj še pri predstavitvi, ampak ja, te zaprem, to se pravi, kmetija, ker se je zmeraj veliko dogajalo, veliko dela, svoj način dela. Naprej, nikoli nas doma tudi niso usmerjali, oziroma moja mama je bila zelo tako odprtega tipa, ker je rekla, ko smo pokazali tudi zanimanje za kmetijstvo ali pa za šolanje naprej v tej smeri, je bilo njeno vodilo, pojte študirati kaj drugega, ker te stvari že znate. Ni bilo tisto v smislu, ja, zelo zanimivo. Ni bilo, ja. Ker vsaj tako, ker sem tudi druge iz vasi poznal, je bilo zmeraj zadnji prisoten strah, nobene bo na kmetiji, sam da bomo nekoga kar mehen prisile, da bo še na kmetijsko šolo, na primer. Medtem, ker je bilo pri nam tako usmeritev, se mi zdi, sploh moja mama to rekla, to že znate, v tem ste že dobri, če boste rabili, boste hitro dobili noter. In smo vsi bratje in sestre šli pa študirati čist neke druge stvari.
Vseh 8, ja. Noben je šel študirati v smeri kmetijstva. Nekateri naravoslovne vede, nekateri družboslovne vede. In tudi kasneje se je en brat, ki ni študiral geodezijo, se je odločil, da bo ostal doma in je zelo odprt, brihten in pridobiva znanje noter zelo hiter. Tako da se mi zdi, kar je ena taka dobra poteza v smislu te odprtosti, no? Da pa brez strahu, kaj pa če noben ne bo doma, kako bo pa s kmetijo. Pejte, odprite se svet, lovte znanja, stvari, ki so doma, smo pa itak z njimi živeli, ne? In te stvari smo kar poznamo ali pa smo poznali, ne? Itak, mogoče, če želiš prav tega živeti, ja, brat rab kar dosti še nekih dodatnih stvari, ampak neko tisto osnovno je pa bilo. Tako da nismo bili tukaj omejeni, da se moramo omejiti nujno na kmetijstvo in smo pač imeli to svobodo. In nas v resnici vse tudi zelo zanima, to danes vidim, še živimo s tem in tako. Tako da ja, jaz nisem znotraj tega na začetku stal, sem šel študirati, sem šel na teološki fak študirati, pa specialno pedagogiko, nekako sem se najdel v tej pedagogiki, verjetno tudi posledica, tudi da smo imeli veliko družino, veliko bratov, nekaj tega pedagoškega pristopa bo že čez celo moje otroštvo. Ja, sem mogel pač iti naprej. Tako da sem to zaključil, vmes me je tudi, tako kot sem že rekel, mogoče se lahko še vrnem, te odnosi so me zmeraj zanimali, so mi bili zanimivi in posledično verjetno tudi sem šel študirati naprej za psihoterapeuta. Ko sem študije zaključil, pa sem bil najprej sem šel na vojaški rok. Me nekako zanimalo. Kaj to pomeni danes na vojaški rok? Na vojaški rok, to je ta osnovno usposabljanje, 3-mesečno osnovno usposabljanje. Pač bil sem v fazi, ker sem bil na 2 faksih istočasno, to je pomenilo 13 seminarskih v enem semestru, izpitov, samo študiranje na fertik, pa tudi po drugi strani tako zelo ženski kolektivi, pedagoške sem bil itak edini tip v razredu. Si mi vdal, sem se rekel, jaz grem sem rabo čist se ohladiti na polno, tako se rekel rabo. In me pač takrat zanimalo tudi mogoče malo ta vojaška pedagogika, pa nek odklop sem rabo. No in sem šel tja za 3 mesece. Mi je bilo super, res smo eno tako dobro ekipo, res zahtevne inštruktorje takrat smo dobili, ampak dobre, tako sem bil res ena pozitivna izkušnja. Ena zelo zanimiva izkušnja bila takrat tudi to, ali pa nek uvid, koliko zdržljiva ali pa koliko natrenirana je neka taka kmečka populacija. Ampak zdaj nočem nekaj hvale pet, ampak na primer za primer, ko smo prišli, to smo bili 30 ljudi zbranih z vseh koncev in na začetku so neki ti vojaški testi, sklece, teki, bolj športno naravnane. Ne? In takrat so vam prišli, oziroma so bili najboljši, pač večinoma neki športniki, neki atleti, par atletov je bilo zelo dobrih. Telesne predispozicije. Tako bom rekel, ja, taki dobri, ki so prej veliko trenirali in to. Ne? Pa itak se počasi to mehen, znotraj ure je to prišlo mehen nazaj in so prišli bom rekel, sami športni testi in so prišli od spredje pohodi, delanje zaklonilnikov, vzdržljivostne zadeve, obremenitvene zadeve in kar naenkrat je to bil tam nek sred tiste faze, po mesecu pa so vsi tisti športniki mehen zdrsnali na lestvici in smo vam prišli neki drugi tipi, a ne. In potem jaz sem enkrat naredil analizo, sem rekel, to so vsi ljudje, ki so v otroštvu bili saj na nek način povezani s kmetijo. Gozdari, taki, ki so šli kdaj z očetom v gost, iz kmetij, zato ker tam je bilo pomembno, da znaš uporabljati orodje, lopatko, a ne. Za neke atlete je bila neka lopatka na novo odkritje, medtem ko nam, ko smo dobili štiri, so rekli, skopljati to, jaz rekel, vse to znamo, cak, in smo mi smo v to 15 minutah naredili, oni so se 1 uro z nekim zaklonilnikom tam totalno ubijali, a ne. Vzdržljivostne zadeve, oziroma pa so prišli ti elementi, to je bilo še bolj zanimivo presenečenje noter, ne? To se pravi, da ti reče, ok, imaš... A to je vodeno, da te... Ja, to je znotraj programa bilo v smislu, da se ljudi testira, a ne, se reče, ok, zdaj imate pohod 10 km, do takrat traja in ko je pohoda konca, reče, ok, surprise, imamo še 5 km, ne? In nekatero je to zelo tako ubil duha noter, niso mogli več, medtem ko mi, a ne, smo rekli, ok, še 5 km, ne? Bomo še tole zdržali. Še tole se zdrži, a ne? Ja, in
In je bilo zanimivo, ker mi je enkrat prav imeli smo en tak res naporen teden, bil je nek vročinski val, skozi so nam dodali še neke dodatne stvari, pa nas bujali, pa tako take. In po jim je enkrat ustal, en športnik, prej je bil tak zelo, bom rekel, ohol, je imel občutek, da je nekaj več, bil je to dober res, po vseh tih športnih zadevah. Pa takrat me je vstal v menzi, počaka, pa prav, pa Novak, ne, so me klicali, kako te je to rata, ne. Takrat je bil lihen pohod, ki je bil res naporen, pa še podaljšali so nam ga ful, in vsi drugi so ostali, nas je ne par, ko smo bili pa s kmetom, smo pač pareli tiste nosila, tiste čelade in smo peljali pohod naprej, ne. Sem rekel, ne vem, več nisem pomislil, ampak sem še lepo razmišljal, ne. Na kmetiji je res ena stalnica tega, da so stvari nepredvidljive in da, ne vem, ko sem se spomnil ali pa dela doma, smo rekli, ok, danes se zorje ta njiva, ne, in ko se je zorala, pa če je šlo zelo dobro, je en rekel, no, bomo pa še eno, ne. In ni bil važen upor, ali smo mi rekli, ok, imamo že... Ja, ustrajnost ali pa še bolj kot ustrajnost je to se pravi biti, da si prilagojen na to, da stvari ne grejo po tvojem planu, a ne? Ali so rekli, edina stalnica to je, da ni stalnice, a ne? Edino pravilo, da ni predvidljivosti. Če bo treba še več, bomo še več naredili, ne? Če smo rekli, tak je plan, ok, bomo jutri, ne vem, se vreme pokazal, je rekel, oče, gremo zdaj danes, skočimo vsi, ne? Ta prilagodljivost, ki ti pade v kri, ne? Ko so nas po noč zbudili, je to za nekatere cel šok, ne? Tisti, ki smo bili navajeni, da je bila doma živina, ne? Te pač bilo normalno več, kot da te, ne vem, sred noči oče zbudi, rekel, zdaj rabimo teleta ven vlečemo, ne? Smo pač skočili, si šel za eno uro ven, se stvar poštima, pa ni važno, ali je bil januar, ali je bil to junija, ali si ti imel nek plan, narediš in greš nota, ne? In prek, bom rekel, zelo tako naravno je to prišlo tekom našega otroštva in potem si tam naenkrat to pokazal kot zelo velik plus, ker smo vedeli, ok, to ni big deal, oziroma zdaj se upravičujem za te angleške izraze, načeloma jih ne maram, mislim, sem proti njim, pač velika stvar, ne? Narediš tako stvari. Tako da, ja, neka, bom rekel, to življenje na kmetiji, odraščanje na kmetiji prinese, da se znaš prilagoditi, da vidiš tudi, če ni po tvojem planu, rečeš, ok, gremo naprej, naredimo stvar. No, ena taka cvetka, bom rekel, ko sem kot zdaj psihoterapeut nazaj mi smo malo nagnjeni k temu, da nazaj za stvari razmišljamo, gledamo, primerjamo. Ja, ampak mi je super, in se me to tam opazilo. Jaz delam s kmetija, ne pač... Ne moš reči, da so si zdaj enaki ali pa mogoče včasih tudi iščem kakšen skupaj imenovalca, ne. Pa jih je veliko resnica, ne. Ampak to, recimo, poleg delavnosti, a ne, ta prilagodljivost mi je zdaj super, ker si jo izpostavil. Ja, ker dejansko se kmeta narava to nauči. Pač, ne, narava je nepredvidljiva. Ne, mi lahko še tako, ne vem, vse zračunamo, pa ne vem kaj, ampak narava nas bo vedno znala presenetiti. Tako to je zanimivo. Jaz bi se pa zdaj vrnila malo še v tvoje otroštvo. Mene vse tudi odnosi zanimajo, ne. 8 otrok, ne, od tega koliko fantov? 6 fantov, 2 punci. Ok, 6 fantov, 2 punci, jaz imam 5 fantov. In si res ne predstavljam, kako ste to upeljali, recimo te odnose med vami, pa vse to delo, a ne, ki je bilo na kmetiji, a ne. Tako, mogoče kakšen odsvirk iz tvoje mladosti, recimo, ki si prej omenil, da si se tam največ naučil, ali pa da te je zelo hitro začelo to zanimati, a ne. Kaj točno, recimo, v čem si bil ti tist, ki si bil mogoče bolj senzibilen za te socialne ali pa psihološke momente? Ja, tako, pač... To kar pestro, ne? Ja, pač pestro je bilo, pa tudi res, včasih so se ljudje, tako mi kdo srečal, pa rekel, vi pa dolg časa ne poznate, ne, pa sem mislil, ne vem, pa še ko sem sam študiral v Ljubljani 1 leto, sem videl, kaj je dolg čas, ne, sem prvo odkril dolg čas, ali pa to, mogoče bolj to, da si tako malo osamljen, ne, da te noben ne ogovori, s tabo nekaj ne dela, tega pa nas ni bilo, pač ljudje so bili ves čas so bili okrog nas. Tako, jaz se mi zdi zmeraj to pošten povedati, ne, ja, te velike družine, jaz sem mu zelo srečal in sem hvaležen, da sem mu izkušnjo, te velike družine niso pa vse velike družine srečne, ni samo to, da je velika družina, ker sinonim srečnih odnosov, niti najmanj, ne. Ja, ne, to ni. Tako da, kar bi izpostavil mogoče je to, da so bili tudi doma na odnose pozorni, da so imeli mama, se mi zdi, ima zelo en tak dober občutek, včasih se hecam, da je bila en tak
čustveni Dončić, a veš, Dončić za Dončića pravi, ne, da on ima oči na vse konce, da žogo poda tudi ne ve, ne, da je bila v smislu toliko pozorna, da je njeno delo ni toliko obremenilo, da bi na nas pozabila, na otroke, ne. Da je imel občutek, kaj se z nami dogaja in tako. In vem, da so bili naporni dnevi, da je bila utrujena in da niso šle stvari gladko čez, ampak če si bil kot otrok, ne vem, da ti je bilo nekaj težko, ali da je to opazno. No? In to je rekel, tako je bila zahtevna, smo mogli delati, upravljati stvari, biti pridni v šolo, ampak če ti nekaj moril, te najde in rekel, povej mi, kaj se dogaja. Tako da to je gotovo, se mi zdi, bila ena zelo pomembna stvar, da je bila mama prisotna, ne. Kadar mame, rečemo mi terapeuti, tako so odklopljene ali pa niso, so preobremenjene, takrat se mi zdi zelo težko, če mama ni čustveno sposobna biti zraven, te slišati, te videti, ne. Druga stvar po mojem tudi, da je oče sledil ali pa da je bil tudi, da je človek, ki je tudi za te stvari mogoče bolj odprt, da sta bila z mamo, da so bili odnosi, da smo se pogovarjali, kaj se z nami dogaja, kje smo, da ni bil samo, bom rekel, samo v financah, samo v načrtovanju, samo v teh stvarih, da je bil odprt za te stvari, da je vedel, da so pomembne. To, da sta tudi verjetno zelo pomembna, da sta one dva gradila, ne se, če se vrnemo nazaj, mi smo bili kmetija, ker smo imeli, zdaj ne vem, v tistih časih, ko sem se rodil, to se pravi, začetek 90-ih smo imeli že svoje gospodinjstvo, ne. In to je bilo takrat zelo nenavadno, da ima kmetija oziroma mlada družina, nova družina, svoje gospodinjstvo. Ja, ko so bili moji starši svojo kuhno, svojo, pač v isti hiši, ampak svoje stanovanje in kasneje svoj vhod, ne. To je bil takrat sicer cel, mislim, upor, sem šele kasneje poslišal, koliko se je to vsem zdela, ne, neumen in trapast in zakaj zdaj to treba čitak skupaj delamo, zdaj sam potrata časa, energije, vsak zdaj pa 2 kuharice in tako, ne. In kdo je pobudnik tega? Mama in pa oče je sledil, jo je podprl v tem, ne, čeprav po mojem tudi, ne vem, če na začetku videl smisel, ampak jo je podprl in to je bilo zelo pomembno, zato da smo se mi kot družina lahko samostojno razvili, a ne. Če družina nima občutka, da je neka celica, da je lahko neka tudi intimna celica, rečemo tako, da nima zdaj kar vsak vdora sposod, ne. Vsaka stara mama, vsak, rečemo gospodar, mogoče še kar vsak stric ali pa vsak nek vdor v tvojo družino, takrat se občutek za intimnost razbije in če družina ne čudi, da je intimna, tudi odnosi ne morejo zdravo se razvijati noter, a ne. Ni varnosti, a ne, rečemo terapeuti. Zdaj pomembno, kar si povedal. Ja, se je. Mislim, jaz osebno mislim, da je bila to ena bolj pomembnih stvari, da smo se mi kot družina lahko razvili in da so odnosi približno zdravo poteka znotraj naše družine in da vem, ok, smo družina, ne, nima vdor. Zaradi tega je bilo veliko konfliktov, verjetno tudi z mojimi starimi starši, pa z očetom mamo in tako. Na nek način na neki točki so tudi začeli to sprejemati, deloma, popolnoma ne, ampak to je bil po mojem enih močnejših sprememb, ki smo jih takrat vnesli in mislim, da je bil zelo dober in to na nek način tudi omogoče, da se poje, da smo se mi, a ne, če gre mehko naprej, da se znotraj odnosov vsaj približen varno počutiš, a ne. Zdaj mogoče malo skačeva, ne, ampak se mi zdi... Da se mi zdi že par takih pomembnih stvari, ki se bo marsikateri kmet ali pa bomo rekla kar družine se najdela, ne, v bistvu neko tako dinamiko se zdaj izpostavil, tudi neko odločitev, a ne, mladega para, tvoja starša sta bila takrat mlada, ko sta se odločila za nekaj takega in to včasih, ko to, mogoče zdaj to bolj normalno, pa tudi ne povsod, no, ampak za tiste čase pa gotovo en tak ključen moment, ki sta ga, ali pa korak, ki sta ga naredila, uspela narediti, tvegati neodobravanje konc koncev tudi, a ne, in jeti na svoji, ti vidiš v tem neke dobre posledice. Zato se mi zdi to pomembno, da si neko tako stvar izpostavil, nič hudega. Pač izhajava iz tvoje družine. Mogoče mi še ta del, vas 8 otrok, tudi pestra dinamika, marsikaj ste imeli tudi vi med sabo. Kako si ti doživljal recimo to veliko družino, da imaš veliko bratov, sestri, tako,
ko gledam jaz pa svoje fante, ne, pač tudi pesti poje, to pač prek si govoril, ne, da ni neke... Mi smo imeli pravila za pretepe, no, če te to zanima. Enkrat je brat prvo napisal, imamo še zdaj nalimane list na njih vratih, pravila poštenega pretepa, ne? In da če se dva mlajša, da je prav, da se dva šibkejša spravita na enega močnejšega in ne dva močnejša na enega šibkejšega. A pa to ste res upoštevali? Ne, to smo v šali napisali, drugače je bilo pestro. Mislim, med nami, tako itak, da je bilo vsega, da smo se veliko tudi ali ruvali, ali igrali in tako, ampak ena velika stvar je bila to, da smo bili skozi bila neka igra dinamika, kar je bilo zelo fajn, res dolg časa pri nas ni bilo, skozi se je nekaj dogajalo, če si mu nekaj dajo, je bil vsaj en gotov še za to, da je šel s tabo. Ena stvar, po drugi strani se mi zdel, veliko smo tudi, pač mi smo veliko delali, ne, kot otroci, tako veliko smo bili, tudi oče nam veliko zaupal, naš oče kar predal odgovornost, rekel, ti si, vi trije ste tukaj, ali pa ne vem, jaz sem veliko slišal stavek Miha, poskrb, da bo to narejeno, ne. In mi smo se nekako prek tega zelo naučili sodelovati. Vedeli smo, ok, zdaj ali so dva, ali smo trije, zdaj, če bo vsak po svoje neki v svojo smer, pa da se prepiramo, pomeni samo, da bomo tukaj na soncu še 2 ure več. Ok, dajmo skupaj narediti, vsak kar lahko, in pa smo frej, ali pa pač dobimo drug del, kakorkoli. Ampak, in to nas je nekako, se mi zdi zelo naravno učili, da sodelujemo. Dajmo sodelovati, vsak se mora potruditi toliko, kot lahko. A ne? In tudi niste imeli nekega upora proti temu delu, recimo? Mislim, kdaj je bil upor, itak, da nam je bilo daj težko, pa da bi šli raje na kakšno drugo stvar, pač smo tam ostali, ne vem, kam nismo šli, ampak to se mi zdi tako pomembno, da nam je ostalo. Sodelujmo, dajmo narediti vsak maksimalno. A ne? Jaz sem tudi vedel, kot najstarejši brat, da ne moramo, da enega 5 let mlajšega zahteva, da dela isto kot mene, ampak se mi zdi, sem pa imel občutek, kdaj je delal, kdaj je pa pač iskal luknje, da bo čim manj naredil. In da smo to eno drugega zahtevali in tukaj dodali, na te stvari smo bili pozorni. A delamo si to, kar lahko? Ok, ti s svojim letom, primerno je s svojim letom. To je še meni dosti. Jaz najtežji sodelujem z ljudmi, ki vidim, da iščejo luknje, hvatijo krvine. Ne? To mi kar dobim pike. Če vidim, da je ni sposoben, da ne zmore, rečem, ok, dej naredi to, kar lahko. Če pa vidim, da nočeš, s takimi ljudmi pa težko sodelujem. No, ampak to sodelovanje je bilo pomembno in še danes, bom rekel, tudi v najstništvu, itak, da smo šli, ali pa po nekih letih, tam je vsak najdel, je potreboval nekaj svojega. Vsaj se mi zdi, kar se tiče nas bratov, ne. Vsak en svoje področje, kjer je bilo dober in pust ga primer. Kaj je tvoje področje? Moj področje so bili neki, ne vem, jaz sem se mehen bolj kot humanist ali pa družboslovec zapodil kakšno razmišljanje, pa na nek način so mi pasali te malo bolj borilne veščine, pa sem en del tak, da sem sebe doživel živ, da sem najdel nekaj svojega, ampak mogoče za mano sem videl, jaz sem bil prvi kot fanta, ne, sem že neko področje, vsak od naslednjih je najdel pa svoje področje, ne. En je rato zelo dober scout, en je pa jo tuži, dvigal zelo močen, en je bil en tak, da itak se nove stvari proba se naučil, pa žonglirati, pa žvižgati, pa jodlati. Tako bom rekel, se nisem ne take velike stvari, ampak vsakemu neki disciplin, ker rekel, tukaj sem jaz in pustim v primer, tukaj sem jaz najboljši, nekako pomagali zgraditi neko, identiteto. Se mi zdi, vsak od nas je rad svoj. Ne želiš nikoli biti kopija drugega. Ja, pa mogoče moški del še bolj, ne? Ja, ok. Pač petelen ali rabiš svoje področje. Ne bolj beden je bilo, če smo se pogovarjali, če kakšen brat rekel nekam bršel, aha, ti si pa od Miha brat, ne. Ok, ne, jaz nisem od Miha brat, jaz sem, ne vem, ta pa ta. Miha je Miha, a ne, puste Miha. Jaz sem svoj, a ne. Vidite me kot mene, ne. Tako da vsak od nas je najdel svoj področje in smo tudi hit dojeli, da ok, ne rinu njegov področje. Pritke praž ga, ampak ne se zdaj z njim iti tam, ker ne bo to fajno. Tako da se mi zdi, ja, dovolj vsakmo, da je bil to, kar je bil. Zdaj pa vidim starejši, ki smo bolj, ki se vsak, bom rekel, tudi na svoje področje, posloven, služben, poglablja in na nek način odkrivamo težave in izzive. Veliko je tudi, bolj se tudi nas spet, bom rekel, ta
družinski, bratstveni, tudi sestri sodelujeta, se začutimo, no, in si pomagamo in nas skrbi en za drugega, tako se podpiramo. Tako, zelo močno. Tako, to je pa spet ena tista, se mi zdi, zelo močna baza, ker veš, da ljudje stojijo za tabo, ker veš, da jih zanima. To je res pomembno, ne? Ker se mi zdi, saj, če nimaš čisto povprečenega, pa se kdo sploh danes ima povprečen življenje, ampak tako bom rekel, življenje z izzivi, pa govorimo lahko od družine, od otrok, od služb, od stanovanjske problematike, hitro prideš na neke stvari, ki jih boš težko kar zelo na hitro rešil in ti veliko pomeni, da je nekdo za tabo, da veš, zanima ga, skrbi ga zame, da te pokliče, da reče, jaz si vrihto tis na šihtu, kako je zdaj, ne vem, z bajto si najdu, kaj pa žena, otroc. To se mi zdi, saj jaz kot psihoterapeut te stvari vidim kot izredno pomembne. Ne? Ljudje, ki tega nimajo, grejo zelo težko čez težke faze, ali pa res je tisto osamljenost težka, obremenjujoča, če imaš ti in to. Ker nosiš sam. Ker nosiš sam in na nek način, tako, ko se znajo brati in sestre med sabo razumeti, če je bilo vsaj približno zdravo družina, da ni nekih težkih zamer, take podpore ti noben ne more dati, se mi zdi, no? Noben prijatelj, noben sodelavec, tako da bi te tako začutil, ne? Tako da to je pač ena zakladnica, mislim, neverjetna zakladnica, se mi zdi, no, saj jaz na to tako gledam, ne? Ja. In kako si potem na tej poti, zdaj so bila tam pri vojakih pa tako, kako te je poje zanesel, pa recimo, to mi je res zanimiva kombinacija, saj sem ful hvaležna, sem tebe srečala, ampak kombinacija nekoga, ki prihaja z kmetije in poje si šel za psihoterapeuta, kako je pa prišlo do tega? S kmetije do psihoterapeuta? Ja, no, očitno sem človek, ki me meham bolj te stvari zanimajo. Zelo, tako kot sem že rekel, neka ta odprtost, mogoče sem to, ne vem, podedoval malo po mami, po očetu, zanimanje za odnose, da se tukaj tako počutim, bom rekel, varnega pri raziskovanju, razmišljanju, pogovorih. Se mi zdi, bolj mi je zanimivo to, saj meni osebno, da me zdaj nazaj vleče iz psihoterapeuta nazaj na to področje, ker načeloma sem se tako kar dost počutil, pa ne, bom rekel tako drugačen, v teh izobraževanjih znotraj samega šolanja, so zanimivi tip ljudi, ampak kaj hočem reči, tako, jaz sem res prihajal od dveh ekstremov, takrat, ko sem študiral, sem bil še zaposlen v vojski in to sem bil v Vipavi, kjer je veščinski center, kjer se pač ljudi, bom rekel, malo testira, ali pa zelo testira, zelo testira. Ja, pač je to je naloga Vipave, nočeš imeti ljudi z orožjem, ki niso sposobni nekih osnovnih naporov težkih, no, rečemo, to je bil dopoldne sem nek pohod, 30-kilometrski pohod, jaz sem bil zraven kot moralna podpora, sem spremljal vse tiste napore, inštruktorje, ki so vpili, ljudi, ki so stokali, tako ni bilo nekega, bom rekel, zelo sočutnega okolja in poj sem šel popoldne, zvečer smo imeli na primer še izobraževanje v Ljubljani na neko to srečanje te skupine, tam pa totalno sočutje, na pozornost, na vsako malenkost, na vsak puh, kje vas boli, kako bi vi. In poj, ko sem med tema dvema svetoma tako prehajal, bil dopoldne na mrazu, na buri, med upitjem in zvečer v eni sobi, ki bo čisto drugače, sem se včasih že malo vprašal, ali sem jaz če normalen, na kje tle vmes jaz sem, Torej zanimivo žongliranje. Ja, tako zelo, Pa po drugi strani, zdaj, če greva pa iz vojske, pa preklopati nazaj kmetijo, Zdaj, kot terapeuti, ali pa se moja smer, relacija sistemska, to se pravi, ker je zelo velik poudarek na družini, na odnosih znotraj družine, pa na sistemu, ker se na družino gleda kot na sistem, rečemo, ker se zelo zavedamo, da družina ni, oziroma da posameznik, mi psihološko nismo nek steber, ki si popolnoma neodvisen od drugih. Jaz se odločim, da bom vesel, žalost dam, ne vem, stran, strah dam stran in zdaj jaz kar super funkcioniram. Mi se zavedamo, verjamemo, da zelo vplivamo na en na drugega. Mogoče še najboljša primerjava bi rekel, mi smo samo kot neka cesta v Ljubljani, če se Celovška zapre ali pa Dunajska zapre, je normalno, da bo vse druge toliko bolj obremenjene. Je sistem, ki je povezan. In jaz, če naredim neko spremembo, se odločim za neko spremembo v življenju, to pomeni,
da je zelo pomembno tudi, ali jo odobravajo ljudje okrog mene, ali me pri tem podpirajo. Ali pa v smislu, ali jo podzavestno dovolijo. Zdaj, če sem jaz, čisto če dava v družini prevzel neko vlogo družinskega krivca in se odločim, da jaz ne bom več krivc. Ne bom za vsako napako, ki se v družini kar rekel, ok, mogoče sem pa tudi jaz malo kriv, ne vem, preveč govorim, nisem tega naredil, rečem, ne bom krivca. Zdaj to pomeni, da mora cel sistem najti ali drugo žrtev, ki noben noče biti, ali pa se odloči, da ne bo več družina, ki zmeraj najdejo nekega družinskega krivca, ampak vsak prevzame del odgovornosti. Tako da sam s tem primerom, če rečeva, spremembe so veliko težje v resnici, kot bi rekel, samo moja odločitev in zdaj se bom spremenil. No in če gremo zdaj tudi, bom rekel, iz tega izobraževanja ali pa smeri, psihoterapija zelo poudarja meje, zelo poudarja tvoje odločitve, da znaš ljudem postaviti meje, da rečeš, ok, to odločitev bom se sprejemam, naredim in komu vse moram postaviti meje, kdo se pač ga mora mogoče tudi za nekaj časa iz svojega kroga intimnih odnosov, mejhan odstraniti, rečemo nek prijatelj, ki te skozi nekam pele na eno pot, ker rečeš, ni več moja, ne vem, ga moraš za neki cajt malo ali blokirati ali odstraniti, pač se ne moreš združiti. Zdaj, če govorimo še ožje, če ti neka mama skozi govori, da v življenju ti ne bo uspel, da ne moreš, da pač mi novaki, če dam svoj pring, pa nismo narejeni za to, da imamo v življenju uspeh in da se lahko lotimo neke nove stvari, moraš pač takrat mejhan odrezati, drugače ne boš mogel narediti premika. Ok, in če greva zdaj, cel ta sistem terapevtski zelo sloni na tem. Jaz pa prihajam iz okolja, ki ga poznam, v katerem sem odraščal in vem, da je pa zelo težko postaviti zelo jasno meje pa na kmetiji. Kmetije je vse tako prepletene, tudi zaradi samega načina življenja. Ja, pač sam način življenja, osnova, ne moreš reči, ok, mi se bomo zaprli, samo mi dva dela. Pač zdaj odvisen, kakšen tip kmetije imaš, ampak čist, če gremo na nek poljedelski, ti vemo, da pač, ko se krompir orje, ni dosti samo 3 osebe, naprimer, če doma dela, ampak da je takrat jih rabiš na kombanu, pač 8, če se pobira solata, ni dosti samo, da rečeš, ja, bomo 2, pa najeli samo neke študente neobremenjeni. Takrat se pač pokliče vse tiste, ta prvi družinski krog, sorodnike, ki pridajo, po drugi strani. To se pravi, kmetija ali pa rab potrebuje za funkcioniranje. Po drugi strani, vsi, ki so na kmetiji bili, in grejo stran, ki prihajamo, tudi jaz sam, nazaj na kmetijo. Drugače gledamo na kmetijo. Ti je pomembno, na nek način imaš občutek, da si še kar ti en delček gospodare, da ti je pomemben, kam boš in da imaš še kar malo besedo, kam se bo zdaj kmetija obrnila. Jaz se spomnim, tudi vsi strice ali pa ti, ki so prhali, so kar še hoteli malo povedati, prav bi bilo, da bi malo pokomandirati. Sej v dobri veri, se ne govorimo o tem, da so to zlobni, ampak jim je bilo mar, oni so še zmeram prihajali nazaj na kmetijo pomagati, delati in tako, ampak ko so se neke odločitve delali, so pa zmeram mojemu očetu rekli, dobro bi bilo to, Janez, dobro bi bilo to, dobro bi bilo tisto, ni fajn, da ste v to, tako zelo. Je tukaj težko postaviti eno mojo, če se vrnem k temu stavku. Težko, iz obeh smeri, strani ljudi, ki pomagajo in prihajajo nazaj in se čutijo, in po drugi strani tistih, ki so in potrebujejo tudi okolje. In če se vrnemo zdaj še malo nazaj, vseh tistih, ki smo bili na kmetiji, zdaj če se vrnemo moje otroštvo, vseh tistih stricov, ki so prihajali zelo suvereno na kmetijo in tako, in pomagali, in komandirali, in postavljali meje in tako. Zdaj jaz sem to nekako poskušam združiti s teorijo, ki je terapevtska, postavljajte meje, dajte si narediti varno okolje ne pomeni samo varno v smislu odnosov, to je ena taka osnov tudi, da rečemo, ok, a se mi kot družina, ali pa če grejo, ali se mi dva kot par, ki so prišli na kmetijo, počutijo približen varno, severeno, da se ne more vsak vtikati, da ne more vsak vsega govoriti, ali so te osnovne meje postavljene. In pa je kakšen, ne vem, se spomnim kakšnega predavatelja, ki je rekel, tako, tudi niso, marsikateri profesor ni zastopil, enkrat je rekel, je bil pri meni en par in en zakon in zdaj se zelo kregata, ali prepirata, ali ostati na kmetiji ali ne, on bi rad ostal, ona se tam več ne vidi, in pa mu je ta terapeut rekel, ja, gospod, kaj pa res pomeni tistih nekih hektarjev, pa neke trte, pa to, vse to neč pomeni, pejte za ženo, tako, pač služba, Na kmetiji je to drugače, Zelo drugače. Moja izkušnja iz dela s kmetije je pač to, kar si ti zdaj omenjal, in postavljati neke zdrave meje in hkrati ostajati del tega sistema, to so izredno zahtevne
teme sva si zdaj odprl, no, Ja. se mi zdi. In da je to kar, bom rekla, večinoma, kar jaz srečujem, je kar na vseh kmetijah. Nekako, če so starši recimo še delovno aktivni, pa prihajanje recimo teh, ki so se že odselili, pa še vedno se jih rab, ki se jih za neko pomoč, a ne. Kako tam peljati te stvari, da bo to funkcioniralo, tako predvsem z vidika odnosov in da kmetija gre naprej. A ne. To so, se mi zdi, težke odločitve, a ne. Zato sem prej tako zastrigla z ušesi, da sta tvoja dva starša že takrat šla na svoje gospodinjstvo, vsaj tukaj naredila neko mejo, ampak hkrati nista nehala sodelovati s svojimi starši. A ne. Nista rekla, zdaj pa mi dva greva, čau, Nista mogla, ja. naprej. A ne. Ja, pa ni bilo. No in to se mi zdi, pač kmetija je specifična, kar se tega tiče. Ja, A ne. ja. Sej na nobeno stvar se ni zdravo, zdaj tako zelo navezvati, ampak, a ne, ko bi rekla, slovenski kmet je navezan Ja. na svojo zemljo, mogoče se komu to zdi zelo staromodno, a ne, ampak roko na srce, brez tega tudi mi preživeti ne moremo. Pač družinske kmetije so zaenkrat še vedno jedro slovenskega kmetijstva. A ne. Ja, zanimiv si za jadro, sploh ne vem, kje sva točno. Ja, pač to je dejstvo. Pač nam brez te ljubezni do vsega te, a ne, nisem, bom rekel, ni samo služba, a ne, ni samo služba, da bi rekel, tako kot je tisti terapeut imel občutek, rekel, ok, pa zamenite, pa ne boste več vinar, boste pač nek druga delo, ne. Ni samo služba, je neka poklicanost, to je prvo. Drugo, tudi vidim vsak, tako kot malo tudi s kmetije delam in v teh prehodih in to, a ne, ni težko je narediti neko spremembo, pa ne samo zato, ker se sam ne bi odločil, ampak ker niti sami ne vejo, a ne, da so tukaj tudi neke generacijske želje, neke generacijske predstave, kako pričakovanja, ne, da nosiš, rečemo, na plečih tudi svojega očeta, mogoče še starega očeta, a ne, včasih celo rodbino, kako bi se stvari mogle odvijati, a ne. In zato se tle težko, ne vem, ni samo zemlja, ni samo kmetija, pa jaz sem zelo, tako se mi zdi postaviti, a ne, več je za mojo, saj jaz tako gledam, bolje, a ne, da ne zajademo svet predaleč, v smislu materialne stvari in te stvari so bolj pomembne. Na koncu, če ljudje nimajo normalno postavljenih odnosov, da niso zadovoljnih odnosih, ne bojo srečni. Moje videnje, moje razmišljanje in to tudi verjamem. A ne, lahko imamo še to knjigo, lahko imamo še tako uspešno kmetijo, če v odnosih ne bomo zadovoljni, varni, se razumeli, ne bomo srečni. A ne. Tako da je odnos pred kmetijo. V to jaz verjamem. Ampak po drugi strani se pa zavedati, a ne, okej, čemu se poslavljam, kaj lahko dam stran, kaj ne morem dati stran, a ne. Biti z neko to težo, se zavedati, ni samo zemlja, ampak mogoče, če rečem, ok, opustimo, dajmo tako, lahko opusti na kmetiji samo eno dejavnost, eno panogo, a ne. In se je treba posloviti od neke rodbinskega občutka neke varnosti. Dajva za primer, mogoče lahko samo spustimo, ne vem, živinorejo, ne? In če je v tej rodbini živinoreja predstavlja občutek, tukaj smo varni, tukaj se znajdemo, to nam da neko identiteto, pomeni, če jaz kot mladi prevzemnik opustim živinorejo, se poslavljam tudi od tega in se moram soočiti tudi s tem, da je, ne vem, mojemu očetu težko, da ne razume tega, da ima on tudi tukaj en velik strah nekih vprašanjih, tudi znati slišati, ne se samo prepirati in kazati neke, ne vem, po financah ne gre, nam ne prinese, toliko moramo zamenjati, ne, se zavedati, ok, nekdo je prišel, se mi zdi tako, skoraj vsaka družina ali pa mlada družina pripelje neko tudi novo panogo, ne, pa so bili ne vem, svoj čas so bila neka nova panoga, ne vem, krompir, ne, na Gorenjskem, že toliko let nazaj vem, da je bil moj starate krompir pripeljal, ne, in mu je krompir, takrat se je krompir v jugo prodajal, ne, neko veliko, neki novega občutek, neki mi smo odprli, neko samozavest, neko varnost, ne, pa so pa prišli, ne vem, moja starša sta pripravljena poljedelstvo v smislu zelenjave, a ne. In je bila to neka njuna panoga. In zdaj vsaka generacija se mi zdi, mora dati nekaj svojega in je prav, da da nekaj svojega. Svojo identiteto ste zgradite, ne? Tako, a ne? Ampak v istem koraku treba se tudi znati poslavljati in vedeti, od česa se poslavljamo. Poslavljamo se ne samo od, bom rekel, ok, od sitnosti mojega očeta, ampak se poslavljamo zdaj tudi in skomunicirati, ok, da on zgublja tukaj svojo identiteto, da je nekaj, kar je njemu dal mesto, dal priložnost, dal varnost, ok, ga o tem tudi pomiriti. Tako da
tukaj res je, tako bom rekel, na džungla, ne? Težko daš nek terapevtski priročnik, jasen, samo prekopiraš. Ker mogoče se da se, veliko lažje se da, če so, ne vem, bom rekel, čist neke bolj običajne službe v nekih delovnikih od 7 do 3 s svojim stanovanjem in parcelo in tako. Tudi tam ni zmeraj lahko, ampak tukaj je pa specifičen in to je treba upoštevati, ko se teh stvari lotevamo in razmišljamo in vedeti, o čem govorimo. No? Ja, se mi zdi, da so to kar pomembne teme na slovenskih kmetijah in da je to, v poslavljanju si govoril. Jaz sem se že kar dolg časa spraševala, kaj je res tisto, kar to starejšo generacijo toliko ustavlja, da bi predala naprej. Pa se mi zdi, da je ravno ta, je zelo oboje stransko. Včasih rečemo, ta stari ne dajo, ne spustijo, ampak ravno ta varnost je tista, ki njih najbolj bremeni. Sej včasih kmet poje, ta preužitek, to že od nekdaj velja, da poje mlajša generacija poskrbi za starejšo. Zdaj živimo po dosti drugačnih časih, kar se tiče preusmeritev, vsaka kmetija nekako še bolj se usmeri v neko panogo, da je bolj nišna, tako da je lahko tam uspešna. In je ena kombinacija teh malo neurejenih odnosov, ker to ni toliko bilo skomuniciran, ali pa ni bilo neke varnosti, da bi lahko povedal, kako se ti počutiš. Po drugi strani pa tudi tega, da oni rabijo tudi neko priznanje, ta starejša generacija. Da tudi vi ste bili enkrat na začetku, tudi vi ste se enkrat odločili za nekaj novega, tudi vam je bilo verjetno težko in tudi veliko ste ustvarjali. In pa je težko to čustveno spuščati naprej neki mlade generacije, ki imajo pa ideje, ki mogoče so čisto nepredstavljive tej starejši generacije. Svet se pa vseeno zelo spreminja in tudi kmetijstvo je del teh sprememb. Kaj si ne moramo zatiskati oči, tudi prišla digitalizacija, pa ne vem kaj še vse. In so te prehodi pa res tako težke. Zdaj se mi skozi bolj sestavlja slika. Po eni strani ta strah pred nevarnostjo, ki prihaja s tem, pa teh odnosov, ki si rekel, pač to je pa ključno, prav sem tem skupaj. No, skratka, greva zdaj na to, kako sva se midva tukaj ojela, se pravi, šel si v ta poklic. Jaz, ko sem včeraj razmišljala, nisem več mogla dobro sestaviti zgodbe, kako sva se midva srečala, pa pravzaprav ne sodelujeva prav dolgo, čeprav imam občutek, da že kar dolgo sodelujeva, tako da očitno nama gre dobro. Jaz pravzaprav sem že kar nekaj časa raztresala svojo idejo, da bi delala s kmeti in jaz seveda sem bila čudna, verjetno tudi med coachi, ti si bi pa rada s kmeti, zakaj ne z nekimi podjetniki. In smo enkrat sedeli pri terapevtih, prijateljih, Meti pa Rudiju Tavčarju. In jaz tudi tako nekako malo tudi jamram, ki je to kakšnega, da brala tudi kakšnega terapeuta pa to, in je Rudi strelil, jaz pa enega poznam, no in to si bil ti, ampak tudi če takrat nisem, da si to ti in na kakšen način sem že slišala za to ime, in sem rekel, da je mi žal kontakt, bom jaz njega poklicala, In pa je bilo tako zanimivo, to je bilo lansko leto resnica, in mi smo peljali skupinco ministrantov pa pevčkov na morje. In seveda smo imeli neko temo in eno pesem, tako pač, ki nas je bolj spremljala. In to je bila pesem Po vodi hoditi. Po vodi pridi bos. Po vodi pridi bos, in ta prijateljica Tadeja, nekako smo probali avtorja tebe, priklicati, da te nekako živo javljanje, neka ideja je bila tako. In ne vem, kako da sem jaz mogla to pač, poklicati, skratka, imela sem tvojo številko. V svojem tega tipu manj. To si bila ti? To sem bila jaz. To si že, No, veš, kako je dobro, ti nisem povedala, kaj se bova pogovarjala. In skratka, tvoja številka je bila v mojem imeniku, in pa meni Rudi da pač tvojo številko, in jaz to številko odtipkam in meni se seveda izpiše Miha Novak, po vodi hoditi bos. In jaz tako, mašina, to je ona, Pa mi pa sploh nič več ni šlo skupaj, sta ti zdaj pev, sta ti zdaj terapeut, pa še kmet. Tako bi bilo tako zanimivo, ta pesem nam je bila pa res izredno všeč in še vedno mi je, in se spomnim, sem te klicala, sva se pač dobila in nekako videla, da naj jo zanima podobna stvar, samo z 2 zornih kotov
gledava na njo. In ja, moja ideja oziroma vizija že res 4 leta je bila, da delam s kmeti in da tukaj pomagam en kamenček na poti tega, da se slovenski kmet bolj opolnomoči oziroma da izrabimo tista znanja, ki že obstajajo, pa še niso prišla v kmetijstvo, pa se mi zdi v resnici ključna. Ne vem, kako se pa ti spomniš, kako sva se midva sploh našla in začela skupaj snovati delavnice za slovenske kmete. Ja, tako, zanimiv pis tvojega vidika. Mislim, tvoj potek zgodbe, tako se mi zdi včasih, kako že nek rekel, v smislu, tudi če ne veš, kako začni odpirati vrata, nekaj se bo že odprlo, ne, in zelo podoben. Jaz tudi, ja, sem začel kot Rudi je bil moj mentor, a ne, mi je mehen pomagal pri teh usmeritvah, kako kot psihoterapeut postaviti stvari, tudi ko poslovne in to. In potem je tudi enkrat rekel, kje je moje področje, a ne? Ker to je zelo pomembno, da ne ciljaš na vse, ne delaš z vsemi, da najdeš neki tist. In jaz sem se spomnil takrat enega predavanja še s faksa, nam je tudi en terapeut, en profesor rekel, vi morate biti pozorni, kdo vam je, koga imate radi, a ne? Kdo vam je, s kom vam je še boljš delati. Ne misliti, da zdaj pod neko prisilo moram z vsemi. Ja, saj imamo vse ljudi na svetu, imamo radi, a ne? Ampak s kom ti še bolj srce zaigra, ker tiš temu bi pa res srd, a ne? In ko sem jaz to razmišljal, je bilo par področji, so bile tri skupine in eno od teh sem zmeraj vedel, kar mi je res pomemben, so tudi okolje, s kjer prihajam, so kmetije, so kmečke družine, ker vidim, koliko je njega, sem poznal, vidim, slišam enega trpljenja in ne bi bilo treba. In za njih, a ne, tako kot si ti rekel, kateri zaigra srce, bi rekel, tukaj bi pa še rajš, a ne, če bi se mogel odločati, bi si to izbral. Sem grem. In to bi povedal tudi, da sem prvi rekel, jaz sem rekel, resnici kmetje, znotraj tega okolja sem, tukaj sem gor zrasel in mi je pomemben, kako se stvari dogaja. No in Rudi se je to sam zdelo zanimivo, rekel, ja, sej terapeutov za kmete pa res ni, a ne. Sej so se oba zelo strinjali, da kmetje ne hodijo na srečanje, da poje, a ne, če zdravniku grejo, če mu res po noge manjka, pa še to ne, to gre posi lažji. Ta prvi treba pokriti cilo, spoj bomo mi hodili k zdravniku, če je res nujen, a ne. Da bi šel psihoterapeutu, verjetno še manj možen. In tudi ena stvar se mi zdi, kmet tudi na drugačen način, bom rekel, deva kratko reči, denar cena, ne. Naše storitve in psihoterapeutske in coach in to se veva, niso pocena, ne. In se mi zdi, v večji meri in bolj zares ti vidiš vrednost denarja, če dejansko izdela prideš do denarja, ne. Če ti samo dobiš neko nakazilo, pa tako pa so tvoje ure vrednotene, se mi zdi je drugače, odnos je drugačen. Če pa ti veš, dajmo čisto, koliko nekega krompirja si mogel do sem prenesti in predal in da rečeš, tole sem dobil vrečo žaka 5 evrov, zračunaš, ne vem, zdaj pa ti rečeš, ne, terapeut pa sam sedim, pa dobiš, a ne. Ta je zastopan, kar je reče, koliko si plačen, velika, ne, se ne vejo natančen, kaj vse pomeni sedeti pa človeka ali poslušati sežam, ali načrtovati ali se stvarmi, ki se jih ti ukvarjaš, zares, a ne, tudi pusti, mislim, je delo resno delo, a ne, to mislim, da zna oba centi in da čisto verjetno reče, ampak to vrednotenje denarja je drugačen, kakor mrzlo, ka pač, ne vem, ga drugače zaslužiš, spoštovanjem do vseh, ki služijo, da ne bo kdo kaj mislil. Ampak, tako da to sta bila velika vprašanja pri meni, no, pa srečno ključ je Rudi Tavčar ena stična točka, kjer je povezal naju in so se zelo hitro v resnici po prvem sestanku, a ne, se mi zdi videti, da v resnici zelo v isto smer gledava stvari in da je, mislim, ti si že imel načrte, jaz še ne, ampak ena velika želja nekaj narediti, ne? Ja, nekaj premakniti. No, ti si imela že, a ne? Nekaj časa to medil in se še ne. Neka večja vizija, ampak tako se mi zdi, da tukaj moraš biti, ali pa vsaj jaz, ko gledam, po eni strani drzen o tem, da veš, da želiš to delati, ne? In pač, kot si rekel, meni kle zapoje srce, pri delu s kmeti, res rada delam z njimi. Tudi se mi zdi, da ta mlada generacija je skozi bolj odprta in so tudi izobraženi ljudi, ki vejo, da je treba vlagati v lastno rast, a ne? Na kakršen koli način. In
drzen, vedela sem, da bom prišla do točke, ko bom mogla jeti to idejo ven, čeprav je mogoče bila res ta prvič, ko sem jo sploh izustila, nenavadna. Zdaj se mi pa samo zlagajo kocke, da je še kako pravilna in da ta področje je podhranjen. Roko na srce, podjetništvo je tukaj podprt res dober. Mislim, tega napredka v zadnjih 50-60 letih nikoli prej ni bilo s to podporo, psihološko. Odprtost, v resnici teh podjetij tudi do teh znanj. In da tisti so uspešni, ki vejo, da bojo vlagali v to. In posle mi ta slika, kakorkoli kmeti včasih ne marajo tega slišati, preslikala na kmete. Kmet v resnici je vse v eni osebi. Je tudi menedžer. To, kar si prej razlagal. On mora vedeti, kako bo prodal, da bo njegova družina od tega lahko recimo preživela zimo. In tukaj se mi zdi, da res se zdaj stvari sestavljajo v pravo smer in tako je vse skupaj začela rasti in sem bila res vesela, da sem se srečala in ti si bil takoj zase, rekel, meni se to zdi zanimiv. Cool, še en obstaja, ki bi rad to počel, tako si ne delam utvar, da imajo vsi terapeuti pa coachi željo delati s kmeti. In potem sva začela načrtovati, kaj pa lahko mi dva ponudva. Prihajava vse z različnih področij. Mogoče se zdi, da zelo podobno stvar delava, ampak na različne načine se lotevava iste zadeve. In meni je to bila ena taka zmagovalna kombinacija. To se mi že zelo zanimivo, ko se razmišlja, da so lih kontra. Načeloma moški gledamo naprej, ženske brskajo nazaj. Kako že pravijo? Zakaj 90% arheologinj je žensk? Veš to šalo? 90% ali 99% arheologinj je žensk. Ja, rade brskajo po preteklosti, Hvala. No, ampak moški pa načrtujemo naprej. Mi smo resnici lih obraten. Jaz kot terapeut, ker je glavna naloga pobrskati stvari za nazaj in kje si. Ti kot coach, kot ženska, ki načrtuješ naprej. Tako da malo nenavadna kombinacija. Ampak je kombinacija, Ali pa super kombinacija, ker v bistvu ženska mogoče pa več naravno tega čuta, ker sem jaz mogla razvijati v prihodnosti pa v preteklost. Tako da, dejva rečem jih na teh najnih delavnicah. Pravzaprav, zdaj za nami je prvi tak cikl, ki smo ga spravili čez, idej je še kar nekaj, oziroma bomo šli po tej poti naprej in sem vesela, da se je to dobro izkazalo. Skratka, midva sva se tega lotila tako, da sva rekla, da jeva pogledati, a midva sploh prav razmišljava. To je bila prva stvar. Z nekimi idejami, kaj bova ponudila kot vsebino in na kakšen način. In postavili tiste dve diagnostični delavnici, ki smo se mi dol usedali, razmišljali, kaj jih teži in tako. In sva nekako takrat kar potrdila, da gledava tako, Neka taka prva kljubca je bila v smislu, da gremo, pojmo to smer, se zdi, da je okej. Pa pa treba razpisati prve delavnice, Dejansko nisem vedela, Sva rekla, to je čist piloten projekt, tako entuzijastičen. Tudi če se je bil najslabši v resnici, Če se je bil ekstremno slab, Kaj so bili maj, april? Marc je bil, marc. Pa so konc marca nekaj začela. Ker je bila že točka, ko se rekla, sploh začneva, ker pač to je najslabši, najslabši čas. Kmeti ziha rekla, ampak ni bilo tako, Tako da to je bilo meni taka res prav res velika potrditev, če se jih je zdaj toliko prijavili, poj nekaj delava prav, Poj sva prišla na nek prazen prostor, kjer lahko res pomagava, Tako da ne vem, kaj bi ti rekel, recimo, kaj je bila dobra stvar, ker lahko zdaj narediva prvo črto, pa rečeva malo nazaj pogledava, kaj je bilo res dobro, da sva začela. Kaj ti vidiš največje pluse? Največ plus, mogoče, če se še pred plus vrnemo, ljudje, ki pridejo k nam, ali pa mislim k nama, ki se odloči za to, se mi zdi, je tista ločnica. So ljudje in med kmeti je še dosti tega, saj samo opažam, v smislu se postavljati vlogo žrtve. Tisto, kar si prej omenili, V smislu, noben nas ne ceni, se tega po vsaki zadrugi polha, se to slišim, sam prijem noti. Noben nas ne ceni, noben nas spoštuje našega dela, uniči nas bojo s tem, uniči nas bojo tisto, zafrkajo nas tukaj, mi reveži, bla, bla, bla. To je pač postavljanje vloge žrtve, je res, situacija je težka, ni lahka in se država, narod se norčuje s kmetov na tak način, ampak s tem pritrževanjem ne pomagamo nobeno čist nič. Nič. In v resnici
kdor ostaje na tisti točki, bo pač tam ustal in upam, da mu bo šlo, ampak imam pomisleke, a ne. Tle je naločnica do tiste, ki si prej rekel, ja, se zaveda, da danes kmetijstvo ne gre samo to, da karkoli boš naredil, da ti bo pel hvalo, ker si nekaj predelal, ampak se zavedaš, si neka firma družinska, ker rabiš toliko pa toliko področji obvladati, pokriti, saj osnovno, drugače bo stvari šle, ne samo finance, ne, pokriti ne samo načrtovanje, tudi odnose, tudi neko daljšo pogled, koliko vsaka resna firma ima načrt za naprej, neko resno vizijo dodelati in kdor je to zna ceniti in videti, da čeprav ne takoj, ne takoj, po najni delavnici, ne vem, če je kdo usvetel, bom rekel, finančno, da mu je to prinesel v tistem momentu. Ne vem, upam, mogoče. Ampak, nekaj imam pomisleke, ne. Ampak te ljudje, ki so prišli, so se zavedali, ok, te stvari, v katere vlagam, čas, denar, trud, mi bodo na dolgi rok, mi bodo dvignile in kakovostno dvignile, ne. In mi da res, jaz verjamem, ti mislim tudi, drugače ne bi teh stvari počela. In tle gre tisto, rečeš, ne bom žrtev, ok, to stvari moram pokriti, tudi te stvari, na katerih mi dodeva, nama bodo pomagale, da počas mi dvignemo naš raven in da se področje tudi med sabo si pomagajo, ne. S tem, ko mi urejamo načrtovanje, mi, ko urejamo odnose, urejamo neko našo vizijo, naprimer, če dodava take 3 točke, počas dvignejo tudi druge stvari, ne. Nek občutek te pomiri, kar se tiče odnosov, stresa, dela, prepirov, motivacije ti dvigne, ne. Začeli smo, naprimer, če greva zdaj na samo delavnico, ali pa to, ne, z zgorelostjo, ne, z občutkom, da itak brez veze, ne, se imamo lahko še dodatnih 5 hektarjev, pa 20 hektarjev, pa še eno panogo, ampak če nič ne spremeni, če grem jaz vsak večer še bolj izmozgan, obupan, s težavami spat, če se še več konfliktov tam, kjer sem, nastaja, nima pointa, nima smisla, se pravičujem, spet point, smisel, a ne. Slovenske besede, dajmo. Ja, nima smisla, ja. Ja, in to se mi zdi, zdaj, kaj je bilo tvoje vprašanje, kje je bil začetek? To je bil začetek, a ne? Nagovoriti tisto bolečo točko? Ta preobremenjenost se nama mogoče, vse več točke več, ne? Ja. Tudi bo še delala naprej na drugih, a ne? Ampak tle sva nekako štartala, da to pa je kar nekako sva prepoznala rdeča nit večine kmetov, recimo, a ne? Mogoče sploh ne govorimo o izgorelosti, to je bil nek naslov za to, da pritegne, no? Ampak v resnici gre za neko občutek preobremenjenosti in kako razvijati občutek za to, da ti lahko vplivaš na to. Že to je ena velika, velika sprememba, ne. Koliko sem res jaz tisti, koliko imam več možnosti, ki jih jaz mislim, a ne. Na splošno ljudje gledamo na življenje zelo velikrat črno-belo. A ne, ali bom pelal naprej, ali bom pa zaprl, recimo. Te 2 možnosti imam. A veš, koliko je še možnosti vmes, a ne. In tle pa cel diapazon nekih tem, ki jih lahko o sebi spoznavamo, zato, da bomo lahko šli naprej, pa gojili ta veselje, ki ga vsak išče. Vsi iščemo nek smisel, tudi delovni smisel, a ne, svojega življenja, svoje poslanstvo na delovnem področju, a ne, in kmet isto, a ne. Tako da, ja, moje vprašanje bi bilo, kje recimo vidiš, kje si ti zdaj, ko sva to zaključila, ne vidiš, da so bili neki dobri odzivi, neki, ki so rekli, ja, to pa mi rabimo, še bi delali na tem, a ne, se v bistvu večinski odziv je bil, koliko je bilo dobro, tudi zelo so pohvalili to, da smo imeli pa v živo, nekaj smo se online dobivali, ne, in ta oseben stik je seveda enkraten, ne, je 100-krat boljši kot, ne, za zasloni, ampak je prišlo ven to, ne, da smo komi začeli, da se zavedajo, da smo s tem šele začeli neki brskati, pa delati, recimo, ne. Ja, pač jaz se zmeram, če se malo vrnem nazaj, ko sem rekel, tiste naše terapevtske učilnice, ne. Mene zmeram sam strah, da bom rekel, tako, zdaj, če se postavim tja not, rahločutnost, tisto, tretjo, tako, kje boli mejhen, ne, tako, ne, da en človek ali pa kmet si predstavljam, kad to vmes ostane, pa reče, se vsi skupaj malo trapasta, ne. To ne gre nikabor, treba je stisniti, da gremo od kogasa, ne. Malo tega strahu izmeram tudi, kad delam, mislim, ka predavam na ta način ali pa, ko govorijo ljudem, kmetom v teh stvarih, je tisto noter, ampak tako, kot se reka, potrdili se je, da so stvari pomembne, veseli so si, ki so bili na delavnici, so bili veseli, da lahko v teh stvarih
razmišljajo, da dobijo tudi nek drug pogled, da to se mi zdi tako zelo dobrodošlo, ne? Da vidiš, doma je problem, a res zdaj imamo mi optimalno stvari postavljene, a mi lahko nekdo zunanji, ki s temi stvarmi se ukvarja, ali načrtovanjem, ali z odnosi, ali z vizijo, ali lahko preneseš malo svežine, da se mi malo prejemo, da postavimo tako, da postavimo mi zdaj mehne stvari na svoje mesto, ne? Ker klasika je, ali pa zelo običajno je, ko stvari ratajo težke, ratajo vse težke. To pa rata neka kugla, ki vse potegne noter, tudi tisto, kar slabo, kaj dobro, naenkrat bo slabo, tudi tisto, kar uživam, ne uživam več. Stres se preliva, ne? Delovni stres se preliva v odnose, v načrtovanje, v finance in pa postaviti, zdaj se pa lahko vrnemo, malo k temu rečem, z mojega vidika terapevtskega postavljanja nekih meja, da vidimo, ok, tukaj je to, ti odnosi so urejeni, ti niso, tukaj mi je žulj. Imam energijo, tle pa imam lahko še malo več in to se mi zdi, ne vem, ta ena začetna delavnica je bil korak v to smer, da smo te stvari spregovorili. Jaz sem bil zelo vesel nad odzivom ljudi, v smislu, ki so nam dali to povratno informacijo. Stvari so pomembne, stvari nam veliko pomenijo, stvari nam pomagajo, ta pogovor o tem in bi si tega želeli še več. Ja. Zelo jasno izraženo. Ker če se vrnemo pač odnosi, kako se mi doma počutimo, to velja za vse. Od birokratov, podjetnikov, rudarjev, politikov in kmetje smo tukaj isto. Včasih bi kar rekli, se mi pa tega ne rabimo. Vse jaz tako vidim, no. Ne vem. Največja potrditev je bila z njihove strani, da to res rabimo. Teme sva imela zelo raznolike, od te čustvene dediščine, recimo, smo govorili, kako se stvari prenašajo do družinskega sistema, ki si ga prej si se dotaknil, kako neka sprememba neobhodno vpliva na cel sistem, na kmetiji. Do prepričanj, smo se pogovarjali o prepričanjih, do spoznavanja čustev, neka zelo osnovna stvar, pa še kako pomembna. Pomemben je bilo, če se spomniš, ko si naredil tisto Eisenhowerjevo matrico, ne? Nujno, potrebno, tako se mi zdi, da takrat... Nujno, pomembno, in v bistvu ta organizacija, prioritet, recimo. Prioritet, da ni skozi pritisk vse, je treba zdaj in samo zdaj, drugače se me pokoplja, ne? Tako da je bilo, tako kot je tudi Lojze Kerin v prejšnjem podcastu rekel, ko smo se mi srečali v živo, pri njemu poj, je rekel, smo bili... nismo bili več neznanci. Pa je bilo zanimivo, pa smo samo en cikl petih, v bistvu, koliko uro pa pol. Srečen. 2 ure, smo jih dali na 1,5. In kako mi je bilo tudi meni to nagovorilo, kako mi je bilo pomembno, da so lahko en drugega slišali, brez nekega ogrožajočega pritiska konkurence, v smislu, noben mu ni nekaj svetoval, vsak je imel prostor, da je povedal. Pametoval, In tudi, kar je želel. Če nekdo ni želel, ni. Se mi zdi to pomembno, tako da zagotovo kle odpirava en prostor. In lahko zdaj mogoče greva v prihodnost, kaj načrtujemo z jesenjo in naprej. Zdaj to nekako, bomo rekli, nastal prvi modul, nadaljevala bova z drugim, kjer bomo stvari poglabljali, se še bolj usmerjali na vsega posameznika ali par, večinoma so tudi kar pari na kmetijah. Ker se tudi zelo povabijo, ne? Se mi zdi pomembno na tej točki. Zelo pomembno. Če ima možnost, da prije par, pride oba. In zanimivo je tudi to, tudi če mogoče žena v nekem obdobju, sploh če so majhni otroci, ni tako zelo upeta na kmetijo, je bolj upeta, kot si ona predstavlja. Je to dejansko... Ona je tisti, kaže, 3 vogali hiše, in tudi 3 vogali kmetije. Se mi zdi, da je pomemben, da tudi, če je v enem takem obdobju mogoče, jaz tudi zdaj precej s takimi delam, da se ženska zelo išče, kje je moje mesto, pa ve, da je pač rab biti pri otrocih, pa hkrati bi rada bila na kmetiji, kako je pomemben, da sta one dva v redu, ali pa da vsaj skomunicirata te zadeve, da se slišta o tem, kako se počuta. Skratka, nekak drug model ne bi to poglabljal. Načrtujeva še enkrat neko tako podporno skupino, kjer bojo lahko kmetu nekako povedali, si tudi gledali neko podporo, to je tudi še neka taka ideja. To je ideja, ki mislim, da je zelo dobra, pa bo kar hmaro realno. Tako pač najdete to podporo od ljudi,
mi da bo nekako, se mi zdi, ponudil neko strokovno, kaj se temu, mrežo, shemo, da se stvari delajo dobro, da grejo v pravo smer, pa tudi, da se ljudje, ki bo želeli, in ne s tem pristopom žrtve, ampak s pristopom, rad bi nekaj naredil, rad bi se naučil, dal drugemu neko podporo, znanje, spodbudo, kontrolo konec koncev, ker tudi, sej, tako kot posod tudi kmetje znajo odlašati, vsi to sami vejo, sej to je pač stvar, ker je posod, in je za vsako delo poslovno ali pa tudi na odnosih rabiš nekoga, ki ti postavi rok, ki ti reče, lej, si rekel, kje si zdaj, nisem, tudi če zadnji moment stisneš, sam da narediš nek premik, In kjer res rabimo, da se vrnemo na začetek, rabimo drugega, rabimo podporo drugega in tudi to se je pokazalo, da kmetje, sej marsikdo hodi že na kakšno izobraževanje, ampak tako, kot si ti prej rekel, v vojski, med terapeuti, ki si bil, si včasih čutil čist drugače. Si kot kmečki sin dejansko gledal malo drugače na iste zadeve in tukaj pa isto pogrešajo. Sem bil na delavnicah, pa se kar nisem jaz čist podjetnika, se ni najdel v temu, koliko jim pomeni to, da imajo nekako iz iste branže, ljudi, ki se razumejo, v nekih točkah se razumejo, v bistvu so si pa tudi zelo različni. Da si daš, da se razumeš, po drugi strani pa tudi tako, stvari, ki so nam težke, jih pač odrivamo. In če ti nekdo reče, kaj iz druga foga, rečeš, ja, ti ne razumeš, Tebi je lažje. Tebi je lažje, to lahko te preče, Ti imaš čisto drugačno situacijo. Kaj ti pa en to reče iz svojega foha, pa se nima noben identične situacije, ampak ti iz tvojega foha reče, jaz pa sem, pa bi tudi jaz lahko, Tako da tudi tle en tak pritisk, zdrav pritisk, mislim, da je čisto dober, Temu rečemo medvrstniški pritisk. Medvrstniški pritisk, tako se to reče strokovno. Ne nasilje, ampak pritisk, mislim, je neke vrste, v narekovajih medvrstniški. Vrstniki so v vrsti si, v isti vrsti, in nekako na istem področju delaš, določene stvari so ti zelo podobne in ti dajo občutek povezanosti, da se mi se bolj razumemo, mi štekamo. Tako da lahko se z tega vidika ne pritiskaš kot neko pametovanje, ampak res spodbudo, kar je ključno, da doživiš spodbudo, da narediš spremembo, ker spremembe so težke. In hkrati vsi dobro vemo, da stavek brez spremembe ni spremembe, pač velja za vsega izmed nas. In da če mladi čutijo, da je čas za spremembe, se mi zdi, da pač imamo ta privilegij, da imamo čas, ko lahko nekaj takega začnemo. In jaz verjamem, da to se bo samo širilo in da bo podpora rasla sploh. Jaz si tako predstavljam, jaz gledam stvari tudi v prihodnost, da dolgoročno to zna stvari res drugače postavljati. In tudi jaz res navijam za kmeta. Pač jaz z vsem srcem verjamem, da je kmet, tisk sva prej govorila, sem je prej pripravila ena beseda, da je klen. Kmet bo klen, da on bo zdržal vse te spremembe. In trenutno so spet neki težki časi, ampak roko na srce, a so bili kdaj idealni? Če ni to, je pa, ne vem, je pa vreme. Če ni to, je pa, ne vem, pritisk, ne vem, je bila oblast. Pa je bila vojna. Ali pa, ne vem, recimo mi je bilo zanimivo, zdaj sem za eno 90-letnico na vasi pripravila, sem brala časopis iz leta 1935. Se že to so bili pa res drugačni časi. A res? Temperature so bile, se pravi na video dan, to je tam 28. junija, v senci 37,5 in potem so, v njihovem drugačnem jeziku sicer, so pa padle na 16. No, poglejmo letošnje leto, a smo res toliko drugače. Pa so prodajali marsikaj v tistih časih, kar je zelo podoben temu, kar danes. Skratka, človeška nrav ostaja enaka. In to je tudi neka premisa, ki se jo držim, čas nikoli ni idealen. Nikoli ne boš v idealnem času, da boš rekel, zdaj se pa splača. So boljši časi, so slabši časi, ampak od tebe je odvisen, a se boš nečesa lotil, ali pa vsaj poskušal, pa boš rekel, vsaj probal sem. Jaz doskrat rečem, daj pomisli, kako boš gledal, recimo, ko boš star, rečem 70 let, recimo, da ti bo dano to doživeti, boš rekel, to sem probal, pa tudi če je falil, pa sem to probal, ampak jaz sem to delal s srcem, jaz sem to res hotel v svoji najboljši veri narediti, in
Skratka, kaj so že na coaching polju, a ne? Motiviranosti, ki jo marsikaj zaradi preobremenjenosti manjka. Širine zmanjka, ker si preobremenjen. Ko si preobremenjen, ne moreš na stvari pogledati z neke distance. In ta distanca, ta disociranost ti res pomaga, da drugače postaviš stvari. A ja, ne, se smišljam, skozi govorimo, koliko nam je družina pomembna. Pa pogledaš urnik nekoga, ki je zelo delavan, ne? Že ne vem, 6. greš, po 8. zvečer prideš. Aha, se pravi, na kakšen način je tebi družina res pomembna? Se pravi, da boš čim več zaslužil, pa boš rekel, a ste videli, kako sem bil pomemben, ne? Da ste mi vi veliko pomenili, a ti kaj drugega več pomeni? Kje so tvoje vrednote? Kje so tvoje vrednote, kje so tvoje prioritete? Kaj bi s tem naredil? A ne? In imeti res, a ne, tukaj pa res rečem to besedo, opolnomočiti se, ja, jaz lahko naredim spremembe. Lahko jih, a ne. Ne glede na vse, kar sem doživel, ne glede na vso dediščino, ki sem jo dobil, smo svobodni, da se odločamo kot odrasli ljudje. Smo v tej vlogi odraslega, psihološko odraslega. Ja. Skratka, praviš, če ni nikoli pravi čas, je vedno pravi čas, ako že rečem. Ja, res to verjamem in tudi se mi potrjuje v praksi, no, da pri delu s kmeti, no, in tudi podjetniki, ne, tudi če z njimi nekaj delam, ampak si želim skozi več s kmeti, ki imajo res eno tako prilagodljivost, sva prej na začetku rekla, imajo to vztrajnost in me ne skrbi za njih, no, še delovni so, ne, tako, večinoma prekomerno delovni, ampak res ne poznam, nimam primera nekoga, ki bi rekla, ta pa, temu se pa ne da delati, ta pa bi rezal uvinke, ta, a ne. Ja. In tukaj se mi zdi, da imajo res en tak velik potencial, no. Tako da. Meni se zdi samo tako, ko se reka klen, pa po mojem se niti ne navezuje, ne, ampak se zavedati, mora se tudi kmetje, ali pa sploh tako, zdaj, ko razmišljam, mladi gospodari zavedati, da so drugačni časi, ne. Če ti danes, naprimer, s parimi se delo tako v smislu težava, nobena punca noče biti z mano, ne. On ima tam kmetijo, pritisko doma, kmetijo pel naprej, za pa ni punce, ki bi hotel iti, ne. Ja, zdaj pač časi so drugačni. V odnosih vemo več, tudi ženske so bolj zahtevne, kar se tiče odnosov, kar je dobro. Ni samo, da se težko boš najdel neko mlado gospodično, ki se samo nekam parkira na kmetijo in si dovolj, da jo komandirajo in tašča in tast in on in ona brez pravica. Zdaj, kaj ponujaš, v smislu, mislim, bolj, da ne dobiš neumne ženske, če reče tako zelo grdo, pa želiš si pametno v redu, tako, ki zna stvari postaviti in ki bo lahko vodila tudi tvojo družino. In če želiš tako, vodila v smislu, da je neko ognišče, bo želja neke standarde, neke pogoje in te moraš zagotoviti kot mlad moški, ali razumeti vsaj v osnovi odnosov, ali razumeti, da si želi neko svojo celico, svoj vhod, svojo kuhno, svoje stanovanje, nekaj, da ji daš nekaj, Zdaj samo ustajati, bom rekel preveč, pa ne mislim, da to niti ne gre proti klenosti, ker če sam prav razumem klenost, je res ta močna odpornost na stvari, Rezilienca, no? Ja, klenost ne ustaja, ampak po drugi strani pa je na ta prilagodljivost tudi na čas, ker je in ne se uklepati preveč, v smislu, vse je že tako bilo 3 generacije, zdaj so generacije drugačne, vsi zahtevamo več, ni dosti samo, da se, bomo rekel, če bo čas mogoče že ne več to, da si, ne vem, se kot neka mlada ženska priselina na močen grunt, je bilo to, zagotovljeno tvoja varnost in preživetje, danes pa ni lih tako, Ampak jaz si želim spet, da bi bila ta mentaliteta nazaj. Ja. Ker imajo ves ta potencial, o katerem ti govoriš, Ja. Zemlja bo skozi več vredna. Roko na srci, pač ta prehranska varnost, vidimo, v kakšnih časih živimo, Stvari se majajo, svetovne sile se majajo, In na koncu je važno, da ti sploh v prvi vrsti lahko imaš hrano. Iz tega vidika imajo oni kar precej vajeti v rokah, čeprav nimajo tega občutka, ker drugi določajo cene. Tako da, ja, marsikaj bi lahko še načela, pa deva to pustiti za najne delavnice in za kmete, s katerimi delava in jih tudi vabva, da se nama pridružijo, da če čutijo nek klic v tem, kar sva midva govorila, da se vidijo v tem, da želijo neko spremembo, greva v to smer, pa da bova dobro štartala v jeseni, bova naredila, upam, da dosti dobro reklamo, da bova znala te stvari povedati, kaj bomo počeli in da ste prav vsi, ki naj jo poslušate, ste res
vabljeni, lahko naj tudi pokličete, kontaktirate prek Zavoda Rast, kakorkoli smo odprta za vse in tudi pogovore, če je to sploh za vas. Tako da. Mi, da se bo potrudila, da bo v največji meri, se mi zdi, da stisnemo čim več v korist. Tudi če ni takoj na hitro, verjamemo, da to, kar da na dolgi rok pa zelo vpliva. Oziroma tak, kot na železnici, mehno smeritev na začetku proga gre pa lahko zelo različno. In da je vožnja tudi lahko lepo doživeti. Miha, hvala. Hvala tebi. Da so se lahko pogovarjala skupaj. Z veseljem, očitno nama gre, ne? Nama gre, ja. Če si šel 1, 2, 3, tako da tebi tudi uspešno naprej tam, kjer se še ukvarjaš na svoji poslovni poti. Hvala.